Gledate informativno oddajo, ki jo vodita Lorela Flego in Matej Lahovnik. Ja, Madonna, kje pa sta? Tukaj! Jože, daj zapel nazaj. Dober večer in dobrodošli v Bučkah. Nocoj smo zadnjič skupaj, zato je prav, da ponovno osvetlimo iz primerne časovne distance pokomentiramo nekaj izstopajočih pojavov, o katerih smo poročali. Gremo lepo po vrsti. Najprej so nas obiskali migranti iz vesolja. Po noči je v okolici Ptuja prišlo do novega incidenta z zunajzemeljskimi biti. Veliki mutirani insekti so tokrat napadli 4 domačine. Vsi so bili lažje poškodovani in se trenutno nahajajo v posebni karanteni. Prizorišče incidenta že ves dan preiskuje posebna enota X-Files agentov. Tam je tudi vojska, ki skupaj z gasilci že od ranih jutranjih ur varuje območje. Na kraju dogodka seveda dežura tudi naš štajerski dopisnik Franc Kangler. Tako je, ja. Dober večer, uradnih informacij o napadalcih še nimamo. Obstaja pa velika verjetnost, da gre spet za velike mutirane insekte, ki so se pred novim letom pojavili v Rušah, Destrniki in Zgornjem Dupleku. Govoril sem s vsemi prizadetimi in vsi so vedno šokirani. Eden jih sploh ni mogel nič povedati, tak je bogi. Prizorišče incidenta je danes dopoldne obiskal tudi predsednik vlade Miro Cerar in vojski naložil dodatna pooblastila. Čau, Či. Hvala lepa. Či pod zbav. Hvala lepa. Dragi vojaki, Evropa od nas pričakuje, da bomo uspešno branili šengensko nebo. Pa ne samo to, branili ga bomo z golimi rokami na human način in v skladu z našo pregovorno gostoljubnostjo. Marsovci in ostali zunajzemeljski potniki niso naši sovražniki, so le prišleki, ki so tu iz radovednosti in naša naloga je, da jim pokažemo pravo pot nazaj v vesolje. Srečno. Teča. Fajn bote. Srečno. Ker neprijetna srečanja z zunajzemeljskimi biti, predvsem na Štajerskem, postajajo vse pogostejša, je Ministrstvo za notranje zadeve izdalo posebno brošuro z navodili, kako ravnati v primeru srečanja s tako imenovanimi neznanimi vesoljskimi potniki. Pomembno je, da proti njim nakrilite z rokami in ne vpijete. Če ste v skupini, se primite za roke in zapojte po jezeru blizu Triglava. Dajte jim vedeti, da so dobrodošli. V primeru, da se vam neznani vesoljski potniki začnejo približevati, ostanite mirni in tihi. V studiu pozdravljam našega komentatorja Marcela Štefančiča. Žjo. Marcel, kaj lahko veliki mutirani insekti naredijo dobrega za naš planet? Ja, vpraš se najprej ne, kaj lahko dejansko naš planet naredi dobrega za velike mutirane insekte. Ne? Mi smo dejansko dovolj kultivirani, da jih normalno sprejmemo. Ne? A smo dovolj odprti, ne? Da jih ne pošljemo naprej v Avstrijo in ne nazadnje, a imamo dovolj žice, da si jo zavijemo okoli vratu in nehamo skakati kot Slovenci. Ne? Mislim, da smo Slovenci dovolj srčni, kar dokazuje tudi projekt Zunajzemeljsko botrstvo. V Kranju zdaj pozdravljam poslanca Branka Grimsa, ki je boter enemu od zunajzemeljskih prišlekov. Dober večer. Pozdravljeni. Kako dolgo že skrbite za svojega mutiranega insekta? Ja, mislim, da bo kmalu 1 leto, odkar sem se priključil projektu Zunajzemeljsko botrstvo. In kako podpirate vašega varovanca? Kaj vse mu nudite? Predvsem streho nad glavo in toplo besedo. Živi pri nas v boksu, tam, ker smo prej imeli psa. Dobi hrano, gre, ka gre in pride, ka pride. Včasih žura do 5 zjutraj, potem pa cel dan spi. A ne, Slavko, tak si kot si mulci tukaj v Kranju. Za svojih 5,5 svetlobnih let je precej razvit, sam govoriti pa še ne zna. Hvala lepa, gospod Grims. Ni za kaj, pejt, greva pogledat malo okrog po kontejnerjih, no. Razumevanje drugačnosti je lepa vrlina. Štefka Kučan, soproga nekdanjega predsednika, vsako soboto pred družinsko hišo v Murglah organizira posebne terapije za najbolj goreče nasprotnike svojega moža. Dobar jutro, razred. No, to si ta Štefka, mi smo da naredili domačo nalogo, tak je naredil tvoj atelist
format Lepo. in je napito Kakor- tvoj slogan. Smo se zmenili, a ne? Ampak zakaj pa venimo tembenega plakata? Smo rekli, da vsak nekaj napiše, ali pa če pisati ne zna, pa naj nariše. Ja, on je imel velike tisane črke, pa majhne pisane črke, evo. Jaz sem pa vodja skupine bil. Ne, nisi ti vodja, jaz sem profesorica in vsak bi mogel svoje nareza, kazen boš pa tole čaj skozi nos spil, Nos. da se molde vsi smejali. Smejali, ja. Ker kazen Smejali. mora biti vzgojna. Kaj si Je. napisal, Kučan, kje so naše Kučan, milijarde? kje- Kako veš, koliko je milijarda, če znaš sam da 15 štet? Jaz Kako si pa nisem prišel do take ideje? Kje si to prebral? Povej. Nisem jaz to, tu je v demokraciji pisalo, vsi smo prebrali. On je prebral, jaz sem prebral. Vsaka številka demokracije A dej na, je tako dej na. pisana. V reporterju. Si V pa reporter, na tako, se v mi reporterju. drž. Vsak lahko Si prebere, pa ne? na se mi Ja. drž. Preberi, ne gas, kaj si Ne, napisal? ne bom prebral. Na dej preber, no. Ne. Preber, no. Ne bom. Daj pa pesemca. Kučan pazi. Ringa, jaja. Murgla se dogaja. Kučan pa priteče. Milijarde se odnese. No to je od kuže. Čudovita pesem. Ja, hvala lepa. Zelo lepo. Hvala za danes. Drug teden gremo po živalski vrt. Opet se gleda. Še malo za pogorele to. To gorele so tam, ne? Nazaj jih zaprite. Papa, kam pa čaj? Ja, čaj. Čaj je. Čaj. Kot strela z jasnega je udarila novica, da Slovenija ni več samostojna in neodvisna država. Naše tisočletne sanje so trajale le četrt stoletja, potem nas je kupila IKEA. Švedsko pohištveno podjetje s sedežem na Nizozemskem je odkupilo ves slovenski zunanji dolg in postalo 82-odstotni lastnik države. Preostale delnice je obdržala vlada, je teh 18% premalo za kontrolni delež in s tem vpliv na strateške odločitve države. IKEA se je v pogodbi zavezala, da bo obdržala blagovno znamko Slovenija, da ne bodo spreminjali niti himne, niti zastave. Spremenili bodo le grb. In sicer namesto Triglava bomo na zastavi imeli sedežno garnituro. Jaz sem hotel samo to povedati, da sem ves čas v stanju pripravljenosti. Hvala. Miro, kam si šel? Miro. Popoldne se je oglasil tudi predsednik republike Borut Pahor, ki je v dramatičnem nagovoru pozval državljane, da je čas za novo pohištvo. Drage državljanke, spoštovani državljani, vesel sem. Dobili smo odgovornega lastnika, dobili smo skandinavski socialni model. Dobili smo vse tisto, kar nam je manjkalo v zadnjih 25 letih slabega gospodarja. Je zamenjal dober trgovec. Videl sem katalog za leto 2016. In lahko vam povem, da je čudovit. Priprave na prevzem Slovenije so trajale vsaj 10 let. V tem času nas je IKEA popolnoma obkolila in bilo je samo vprašanje časa, kdaj bo prišlo do blitzkriega. A ne zatiskajmo si oči, našega novega lastnika ne zanima toliko infrastruktura, naša kupna moč ali državna srebrnina. Zanima ga predvsem naše gozdno bogastvo, ki pokriva skoraj 60% Slovenije. Švedi so izračunali, da si bodo z izčrpavanjem našega gozdnega bogatstva povrnili kupnino že v 10 letih, lahko tudi prej. Odvisno od tega, kako hitro bodo razprodali ostala naša naravna bogastva. Prva je seveda naša pitna voda, ki jo je z nakupom pivovarne Laško na nek način že markiral Heineken, in v tem primeru je to kozlovska naložba. Kaj praviš, smo se dobro prodali? Ja, jaz bi sicer imel raje, da nas je kupil Google kot pa Švedin, ampak pač kaj hočemo, ne? Očitno imamo več potencijala v lesu kot pa v glavi, ne? Dejstvo je, da so kupili Slovenijo, ne pa Slovencev. Za Slovence se menda zanima Facebook. Super, ne? Če bomo na Facebooku, itak ne rabimo svoje države, ne? Poglejmo, kaj so med tem počele tajne službe. Po
Po vsem svetu je danes odjeknila vest, da naj bi bili najpomembnejši svetovni voditelji čipirani. Our list presently comprises about 500 influential politicians worldwide. At least half of them have a built-in Power 5 microchip with no automatic function of memory expansion and contraction. Gradually, we are changing them with a 6.0 version regarded as a smart microchip. Мои не са делали 100%. Че би бил КГБ, би зато я съвсем видел. Они апарабили паметни чипе Съюз 21 е страшно. I'm deeply disappointed with the work of intelligence services that so brutally interfere in the human rights of the most influential world leaders. Bin ja schon da. Guten Tag. Bei mir wurden sogar 5 Chips gefunden. Die waren überall auf meinem Busen, Po, Schenkel und Händen. Und 2 davon funktionierten nicht. Ich habe mich wie ein Hund voll von Zecken gefühlt. Und sowas würde ich niemandem gönnen. Ali je med čipiranimi kdo od slovenskih politikov, sprašujem kolegico Latoja. Čau. Ciao Lorella, tako je, dokopala sem se do strogo zaupnih dokumentov, ki razkrivajo marsikaj. V 90-ih letih prejšnjega stoletja so čipirali pokojnega doktorja Drnovška, takratnega predsednika Kučana, osamosvojitelja Janšo in večnega zunanjega ministra Rupla. Po letu 2005, ko so politikom začeli ustavljati različico Power 6, Kučan in Rupel očitno nista bila več zanimiva za tuje obveščevalce. Janši so ustavili pametnejši čip, prvič pa ga je dobil tudi Pahor. Toliko na kratko. Hvala, Latoja. Poglejmo, kaj na to pravijo naši kiborgi. Dejstvo je, da sem edini, ki so mu zamenjali star model. Kučanu ga niso. To čipiranje je dokaz, da sem dejansko edina stalnica v slovenski politiki in kot tak eden redkih, ki je zanimiv za tuje obveščevalne službe. Trenutno ni resnega politika v vzhodni Evropi, ki bi mu 2-krat ustavili čip. To, da mi tuje tajne službe po letu 2010 niso zamenjale čipa, je po svoje razumljivo. Kot politik že dolgo nisem več aktiven in to tajne službe dobro vedo. To, da imam star model čipa, me niti toliko ne moti, bi pa ob tej priložnosti pozval imetnike čipov Power 5, da organiziram kakšen oldtimerski miting. Politični komentatorji menijo, da je afera s čipi najbolj objektiven dokaz, kdo kaj velja v slovenski politiki. To je logično, ne? Resne tajne službe se pač ne ukvarjajo z luzerji, ne? Ja, za tuje obveščevalce sta zadnje desetletje zanimiva le Janša in Pahor. Oni dva sta dejansko dokaz, da Slovenijo obvladujejo sile kontinuitete, ne? Janša in Pahor sta kralj in kraljica, ne? Vse ostale figure so v igri tako dolgo, dokler jim pač pustita, ne? Edini, ki ga tolerirata, je Karl Erjavec, a zato mora igrati dvornega norca, ne? Karl Erjavec zadnje čase nove članice novači na posebnem chat kanalu, kar seveda ni nič nenavadnega, saj raziskave kažejo, da že kar 35% upokojencev aktivno uporablja spletna družabna omrežja. Gospod Stanovnik, vi ste na Twitterju in Instagramu, malo ljudi ve, da se skrivate pod psevdonimom Tine v bistvu. Najlepša hvala, ker ste me izdali. Veste, Tine je moje partizansko ime in z njim sem se vrsto let uspešno skrival pred okupatorjem. Vi veste, da me na Twitterju zasleduje več kot 700 ljudi, a naj grem še enkrat v ilegalo. Veste kaj, puste na Twitter pa Instagram. Jaz sem že od samega začetka na Facebooku. Z veseljem vas spremem za prijatelja, če mi pošljete prošnjo. Veste, koliko prijateljev imam, vsi so mi zelo pri srcu, ne? 100-krat se vas dregnil. Ja, pa zakaj me sploh ne dlegujete? Veste, koliko prošenj sem vam poslal? Vam ni jasno? Nismo prijatelja, pa kaj? Lepo je rekla, pač nista frenda.
Pa kaj pol? Dobro, zdaj, gospod Polič, vi ste menda veliko na Skypeu, pa po raznih erotičnih chat kanalih z lepimi puncami, ne, mislim, kako gledate na to v bistvu, ne? Ne, jaz uporabljam Snapchat. Tukaj gre za bolj opovske tematike, predvsem takšne, da ure, piljenje dlak, ki so ogromna seksualna bogatstva, virtualno nastavlja, tako da se slenim kot največji perverznež daleč naokrog, ki bi jo najrajši dvakrat mahnil po goli riti. Da, glej, drugačnega izraza ni. Tragedija teh chat kanalov je ravno v tem, da punce naletijo na psihopate, ki potem širijo moralno ogorčenje. Nastavljajo se brez, totalno brez. Tako se je rodilo tudi piratstvo. In tukaj se ne da več nič narediti. Jaz sem si zato nabavil najmočnejšo protivirusno zaščito in nimam nobenih problemov, ko naletim na kakvo porno vsebino. Pornografske strani nimajo zveze z zaščito. Kadarkoli odprem kako spletno stran, vedno ponujajo piškote, pa še nobenega nisem vzel. Me pa zanima, če so polnozrnati in kdo jih peče. No dobro, gospod Svetlana Bajega, vi skrivate, ne? Ja, tako. Nič ga ne skrivam. Evo, ta piškotek. A ga lahko pojem? Seveda. Pred magistratom zdaj pozdravljam ljubljanskega župana Zorana Jankovića. Torčer. Kako kaj napreduje vaša računalniška pismenost? Bolj slabo napreduje, ne. Dvakrat sem pritisnil tipko power. Ne, naprej pa ni šlo. A ste slišali, da na internetu talajo piškote? Veste, jaz si tega interneta, ne, od kater si to govorijo, ne, jaz si tega sploh ne predstavljam, ne. Kaj to je internet, pa kje leži, pa kako priješ do tega, ne, a greš za zjodo, pa peš. Peš. Lahko v copatah in pižami, ne, tam ni hladno. Na internetu, ne, dejansko je vedno 22 stopinj, ne. V bo kaj to povedal, ne, jaz sem podosel to, da nisem hacker, ne. Virtualna realnost tudi zame, ne, jaz sem zdaj zdrav in prijesel dozi odbin, ne. Hvala lepa, gospod župan. Mi pa poglejmo, katera služba ima prav pristen odnos do ljudi. Kriminalisti policijskih uprav v Mariboru, Celju, Kranju, Ljubljani in Kopru so danes zjutraj v najbolj obsežni akciji v zgodovini Slovenije razkrinkali več kleptomanskih združb, ki so v trgovinah kradle pašteto. Opravili so kar 1500 hišnih preiskav, v katerih je sodelovalo okoli 5000 policistov in kriminalistov. Priprave na zaključno kriminalistično akcijo so trajale več let in lahko povem, da smo z izplenom današnjih hišnih preiskav več kot zadovoljni. Prostost so odvzeli več kot 2000 osebam, 800 pa jih je še v sodnem pridržanju. Živijo. Kje ste Maršič? Ste prišli pogledat, imate nalog. Malo pa se malo. Dobar, Kjer vrata naprej. so? Ja. Prvo vrata tukaj desno. desno. Spozna zvoha paštete. Čuj, kam si ti toto salamo vrgo? Na spreden zec, ker klej bo pes pojedu. Doručak sem pa od zadnji Čuj, kaj pa moko si dal? Moka je po drugem avtomobilu. A v drugega si dal? Ja, paštete, jušne kocke pa salama Kaj te mleko je kle. imamo? Jože, zbud se! Evo, mamo, najdel smo mlečen z drobci korja, ajdova kaša, drobtine, maso, olje. Harkaduš kriminalci, kaj se imajo? Čak, olej je že odzad, boš ti dal, no. A je to koka? Uj, moka? Karuš. Kako komentiraš to odmevno akcijo? Lej, jaz mislim, da je tukaj šlo bolj za dramo, kot pa za akcijo. Ne? Dejstvo je, da je vse skupaj en velik nesporazum. Ne? Lej, kleptomanske združbe so narobe razumele, ne? Kaj je to samooskrba. Kriminalisti, ne? Pa so kleptomane zamenjali za narkomane. Ne? Pač dvojni nesporazum. Ne? Medtem ko ljudi zapirajo zaradi paštete, eden največjih dilerjev še naprej mirno prodaja kukije po ljubljanskih ulicah. O, domile, ne. Okay, boš in kuki, jih je štifka spekla. Bom, ne. Res ne vtižal. Super.
O, lega štrukla, ne, nekam bled zgleda, ne. A si kaj kučer, kuk je probo, a? Sem ful zadane, super Car Milan. Čak ima zdaj vodila, sprašujem. Da se videla. Pa kaj, di si ti ta glav tukaj, Jaz sem ne? ne upam nič v žepah imeti, ker je tu policija okoli, ne? O, ljubaj, pa kje si ti? Evo, Zuki, diler je tukaj. Boš kot trava. Vzem, če ti rečem, evo. A ti delaš? Jaz. Po poklecu. Ni problem. Mladen Zuki boš dal za pol cene, vela? On je prva liga, svaka čast. Ja, ti si šefe. Ja, sam ne tega koliko govoriti. To stari. Verjejte. A vi veste, kdo delate koliko je? Nije pojma. Ja, kje ste ga pa dobili? Tebot. O, kje ste boje, ljublačani, ljublačake, ne, bo kdo kuk jedu, da je ful je dober. Sam vratam čantro, riba je prijela, ponavljam, riba je prijela, robo ima v roki, bodite previdni, ker je namazan za sami žalpom, sprejem. Gospod župan, oprostite, da vas motim, za vam sta dva policaja, ne se obračati. Imajo racijo zaradi droge, vi pa kar tukaj v rok držite tule. Ja, kak ga ne pa dam, ne, še čist veš je, ne, Milanov dealer mi ga je dal, ne, a ne ga vrnem. Ujejte ga. A zdaj ga bo pa kar požara, kaj? Čuj, ne vem. Marcel, a verjameš v teorijo o globalnem segrevanju? Ja, le, dejstvo je, ne, da se je podnebje segrevalo in ohlajalo par milijonov let, preden je Al Gore izumil globalno segrevanje. Ne. Iz tega je nastal močan lobi, ne, in danes zanikati teorijo o globalnem segrevanju je približno tako, kot da bi zanikali holokaust. Ne. Poglejmo, kaj se zgodi, ko teorija pade na celi črti. Prebivalci Kopra, Izole, Pirana in drugih obmorskih mest so danes zjutraj začudeno ugotovili, da je ponoči neznano kam izginilo morje. Posebne enote obalne straže, policije, mornarice in civilne zaščite že ves dan preiskujejo, kaj se je dogajalo ponoči, a razen dejstva, da je brez vode ostal celotni severni del Jadranskega morja, so vse drugo za zdaj zgolj ugibanja. Na piranski punti je zdaj naš primorski dopisnik Gašpar Mišič. Pozdravljen! Čau, Ljubljana, čau, Lorela. Čau, kakšne so zadnje informacije? Se že ve, kam in predvsem zakaj je nenadoma izginilo morje? Ma, nič se ne ve, tudi strokovnjaka, ki bi znal to racionalno razložiti. Vsi so napovedali, da bo gladina morja zaradi podnebnih sprememb vsako leto višja, ne pa to, da bo voda kar izginila. Za zdaj je potrjeno, da je brez morja ostal kompleten severni del Jadrana. Voda naj bi popolnoma izginila posod tam, kjer globina ni večja kot 50 metrov. Jadransko morje za zdaj po novem sega samo še do Šibenika na hrvaški strani in Ancone na italijanski obali. Na pobudo koprskega župana Popoviča so se na kriznem sestanku sestali vsi župani prizadetih obalnih mest vseh treh sosednjih držav. Poglejmo, kaj so se dogovorili. Dogovorili smo se, da bomo izkoristili priložnost in najprej postavili nekaj naftnih vrtin, pa če se izkaže, da ni ne nafte ne plina, gremo na plan B. Dogovorili smo se, da ribiči bodo dobili posebne subvencije, da nabavijo kamele. Če se izkaže, da ni ne nafte ne plina, bomo od slovenske vlade nemudoma zahtevali, da se struge vseh naših rek urgentno preusmerijo na obalo. Kaj ta katastrofa pomeni za usodo arbitražnega sporazuma s Hrvaško, smo povprašali zunanjega ministra Karla Erjavca. To pomeni neka povsem nova dejstva. Težko si predstavljam, da bo arbitražno sodišče določilo mejo na morju, če pa morja ni več. Ta arbitražni sporazum je zagotovo mrtev. V novo nastali piranski puščavi bo zdaj treba določiti mejo na kopnem. Naše stališče je tukaj jasno. Piranska puščava je v celoti slovenska, zahtevali pa bomo tudi odprt dostop do prve oaze. Slovenija mora ohraniti status puščavske države. Evo, pa smo spet pri Erjavcu. Ja, nižje ne gre, ne. Okej, priznam, bolj beden od Erjavca samo še naš parlament in to pod pogojem, da v njem sedi Erjavc, ne. Zgodi se, da parlamentarni dolg čez tu in tam prekine kakšna vroča tema. Po
Popovdne je zagorelo v državnem zboru. Kljub hitremu posredovanju vseh razpoložljivih enot, gasilcem ognja žal še ni uspelo pogasiti. Gasilci in policisti so še pravočasno evakuirali večino poslancev in zaposlenih v državnem zboru. Tam je zdaj naša posebna reporterka. Tukaj je veliko gasilcev, reševalcev in policistov. Ful je vroče, ma najrajše bi se slekla. Koliko poslancev je še ujetih v parlamentu? Notri naj bi bilo še kakšnih 5 do 7 poslancev. Prosti, vidim, da sta ravno kar ven prišla še 2. Mislim, da sta Branko Grims in Vinko Gorenak. Tako je, dober večer obema. Kaj je rekel? Kakšna je situacija? Nič ne slišim. No, daj teh bo, da kaj čuje. A se slišimo? Halo? Ja, zdaj slišim. Povejta, a je morda še kdo ostal notri? Kaj je rekla? Ja, zakaj niso ostala noter? Ne, nismo se... Poslušajte, na koga, kam me vi malo zabavate? Sprašujeva, če je še kdo noter, no. Ja, je. Srečala so skupino nepovezanih poslancev. Vse državljane v teh težkih trenutkih naprošam, da v čim večjem številu glasujete, koga naj gasilci prerešijo. Nepovezane poslance ali mačko na gorečem drevesu pred parlamentom. Okej, a se že ve, kdo je podtaknil požar? Zanetila naj bi ga iskrica, ki je preskočila med 2 poslancema. Med 2 poslancema, kaj? Ja, en je z levice, drugi z desnice. Tega trpljenja ne prvošim nobenemu, ne. Marcel, hvala za vse komentarje in morda se spet kdaj vidimo na istem kanalu ob isti uri. Ma le, kar se mene tiče, ni problema, ne. Ajde, dio! Danes, 5 pred 12, sta prvi predsednik Milan Kučan in njegov prvi nasprotnik Janez Janša podpisala pakt o končni rešitvi slovenskega vprašanja. S tem sporazumom je definirana več kot polstoletna delitev na vaše in naše, leve in desne, partizane in domobrance ter zmagovalce in poražence. Poglejmo, kaj je v tem prelomnem trenutku povedal glavni mediator Borut Pahor. Drage državljanke, spoštovani državljani, s tem paktom smo postavili temelje za nadaljne sobivanje. Ne govorimo o sožitju, to ni več možno. Govorimo o sobivanju Slovencev. V povsem isti državi, pod istimi pogoji v vseh 3 različnih geografskih in časovnih pasovih. To je edini model, ki je možen. Vse ostalo je zagotovo slabše. Veliko, veliko slabše. I love you, čau. Matej, kako bo to izgledalo v praksi? Pakt Kučan-Janša deli Slovenijo na 3 samostojne cone. Belo, modro in rdečo. Gre za večpasovni model federacije s 3 enakovrednimi enotami, vzhodno, zahodno in sredinsko. Slednja je hkrati tampon cona med levo in desno. To je zame hud udarec, udarec z leve in desne. Kako so si lahko Slovenijo razdelili brez vednosti vlade? Pri tem me najbolj boli dejstvo, da se bodo zanamci nekoč spraševali, ali je predsednik vlade sploh vedel. Ne, ni vedel. In zakaj ni vedel? Ker je tak bednik, da gredo vse velike stvari mimo njega. Če prav razumem, je končna rešitev ta, da med levičari in desničari praktično ni več nobenega kontakta. No, dejstvo, sorry. Kar izvoli, no? Ne bod zoper, nihče te ni silo, da podpišeš. No, nisem jezenate, ampak sam nas je. Bela cona pripada desničarjem, rdeča levičarjem. Čigava je potem modra cona? Boš ti. Ne, kar izvoli. No, zdaj si pa ti zoper, no? Ma nisem, majke mi. No, pogledaj. Modra cona je nikogaršnji pas. Tam živijo in delajo vsi tisti, ki so nevtralni in jim, če lahko rečem, dol visi za dogajanje na levi in na desni. Se mi zdi, da je takšnih bistveno več, kot pa ste jim namenili prostora. No, delitev ozemlja ni optimalna. Tudi v beli in rdeči coni so posamezne sive lise, ki bodo zahtevale svojo avtonomijo. To so bile naše izmišljene novice. In to je bila zadnja oddaja.
Hvala, ker ste nas gledali. Še naprej bomo živeli na YouTubu in v RTV 4D arhivu. Čau! Adijo!